Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o čudovitem obdobju zlate transformacije, druge pomladi. In govorimo o dobrih stvareh, čeprav bo govora o menopavzi, ki se jo mnoge ženske bojijo in mnoge ženske zaradi nje tudi trpijo. Menopavza ni to, kar mislite, da je. V drugih kulturah se je veselijo in ji pravijo zlata transformacija ali pa cvetoča druga pomlad. V naši kulturi pa valonge, kilogrami, osteoporoza, razdražljivost, slab spanec. Kaj torej oni vedo, pa mi ne? Kaj znajo, kaj obvladajo? Hormonsko ravnovesje. Predvsem vedo, da je treba upoštevati vse tri vidike: prehrano, navade in adaptogene. Da bi se ženska v obdobju menopavze ali pa pred njo, torej po 45. letu, podprla in ponovno zacvetela kot modra ženska, smo pripravili program hormonskega prehoda v menopavzo. Program je sestavljen iz podpornih navad, prehrane in izbranih podpornih adaptogenov v obliki prehranskega dopolnila. Svoj podporni program z adaptogenskim dopolnilom naročite na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Velikokrat to obdobje nekako povezujejo take slabe stvari se dogajajo, veliko je različnih simptomov. Valonge, tako govorijo, ne? To je ena med temi zadevami, ampak recimo, tako se tudi omenjajo, oziroma se dogajajo različne stvari, kot so tudi nespečnost, recimo se potimo čez noč, suha nožnica, suha koža, težave s prebavo, s presnovo, zaprtje se pojavi, različne vnetja se pojavijo, recimo vnetja mehurja, celega tega reproduktivnega sistema. Potem recimo začnejo izpadati lasje, tudi to se lahko dogaja, se začnejo nabirati maščobe okrog trebuha, prav zaradi tega tudi hormonskega nihanja, ker vemo, kako to izgleda v menopavzi, pride do spremembe na hormonskem nivoju. V tem smislu, da v bistvu se estrogen zniža tudi za tam 40–50%, progesterona skoraj pol na koncu menopavze niti nimamo. Lahko se zna zgoditi, da tudi testosteron pade, čeprav velikokrat tudi se ostane bolj visoko kot recimo drugi hormoni. Tudi hormon FSH pa LH se tudi zvišata, kar je dokaj čudno, ampak se iz enega razloga. In vse to pa vpliva na možgane. In marsikatera ženska se pravzaprav boji tega obdobja, ker se tako predstavlja, kot da je to nekaj slabega. Sem dejansko se ne zavedajo in jaz bi rada, da tudi gledalke, ki gledajo to oddajo, se zavedajo, da je to čudovito obdobje. Zaradi tega, ker ženska končno ima čas, da se posveti sama sebi, da ponotranji te občutke, da zaživi na polno, postane bolj modra, postane bolj tako energična, več ognja ima tudi v sebi, postane bolj intuitivna. Now, talking about the menopause, you know, common thing is that we lose hormones because we get older. And actually it is not so. We get older because we lost hormones. Oh, wow. Okay. So there is a fine tune in that. And hormone replacement therapy up to now was something which I really promoted to all my patients. Actually, I kept my mother in the hormone replacement therapy when she was 92 years old. Okay? Oh. And she was, up to the last moment, mentally sharp, physically in tuned, and then she developed old age problems and left us. So hormone replacement therapy, as long as they are naturally developed hormones, hormones that mimic our own hormones. There is no same hormones. We cannot use human hormones, but chemically similar to ours, hormones do exist. And that is something that we can use. Hormones per se, we can enhance in a way as long as our body is physiologically able to be producing hormones. Your body is not physiologically able, let's say after age of 50 or 60, depending how old are we genetically by production of the hormones,
then we need some supplementation. As I said, supplementation could be with bioidentical hormones, and everything has its side effects. So even bioidentical hormones can cause cancer. Those artificial hormones that you can buy in a pharmacy, especially hormones that are made out of the horse urine, which is a Premarin known production, artificial progesterone, which is actually regular progesterone that just one molecule is changed so that can be patented and sold more expensively. Those hormones are definitely harmful. There are studies on that. Those women develop the cancer, blood clots in the brain, heart attacks, and all that stuff. Dolgo časa je trajalo. Ja, cel kup enih izzivov. 3 mesece je trajalo, od aprila pa do konca junija. Tako da ja, v bistvu tak celostni pristop in sprememba navad, življenjski slog, dodatki superživil. Tako da ja, en tak cel komplet vsega, ko v bistvu, če slediš navodilom, pa da sebi prisluhneš, res se mi zdi, se da veliko narediti. Če sem prav iskrena, bom rekla prav tako bistvene spremembe. Jaz sem opazila šele po zaključku vsega tega, bom rekla, Tega eksperimenta? Tako, tega eksperimenta. Tako da takrat, kot da bi se mi stvari postavile na mesto. No, prej je bilo vse neka nihanja, ker ne vem, en dan tako, drugi dan tako, tako da se pravi, so mogle stvari odreagirati, ampak potem po koncu tega, bom rekla tako, po enih 3 mesecih so se pa stvari postavile na mesto. In točno to je dejansko tisto, zakaj toliko ljudi ne da priložnost adaptogenom, ker 3 mesece. Jaz bi še enkrat poudarila vsem gledalcem in gledalkam, da pač menopavza res ne rabi biti bolezen in lahko stisnemo tisto pauzo na menopavzo in naj bo to eno izmed najbolj čudovitih življenjskih obdobij, ki jih lahko imamo in res si lahko same pomagamo, se pravi, same si lahko pomagamo z izdelkom, z pač spremembo življenjskega sloga in lahko ste tudi v teh letih polne energije, živahne, imate dober libido, kar je tudi izrednega pomena in ste pač nasmejane in vesele in z veseljem stopate v nove dneve. Res pridejo na dan vse napakice. Naš življenjski slog, stresni, okroženi smo z različnimi strupi in tako dalje, je v bistvu to menopavzo naredil kot neko bolezen. Kar pa to ni. Včasih tega prababice to sploh niso vedele, so lepo prešle v to obdobje, se ni noben toliko s tem ukvarjal. Danes je pa to že tretirano kot neka bolezen in se toliko s tem ukvarja. Pa v bistvu ni to. Pravijo, da ženski hormonski cikel se spreminja vsakih 7 let. Se pravi, ko imamo mi 7x2, 14 let, takrat oni rečejo, Tian Gui se spusti, to je nebeška voda. In takrat mi dejansko dobimo menstruacijo in to je že prva tista moč, kaj se je ponavadi sramotimo. Ampak zdaj smo pa po 7x7, ponavadi 49, takrat se pa v bistvu ta naš prednji kanal, ki se mu reče Čong-maj, ki je do sedaj pošiljal energijo v našo maternico, te krvi v našo maternico, se pa v bistvu sprosti in potem ta kri lahko gre popolnoma v srce in čas je za duhovno plat življenja. Ja, moški so dostikrat zmedeni, ker ženska prihaja v menopavzo, ker je hormonska slika taka, da moški misli, da ima drugo žensko. Potem moramo zmanjšati količino zaužite hrane. Se pravi, manj jesti. Ker v bistvu zaradi te spremembe možgani tudi delujejo drugače, pošiljajo drugačne informacije in se pol hitreje ta maščoba, ki prihaja iz hrane, posebej iz predelanih ogljikovih hidratov, se hitro nalaga. Ponavadi v tem predelu trebušnem, kar je tudi bolj nevarno. To je tudi zaradi prevlade estrogena v tem trenutku. Tako da manjši obroki, bolj recimo v tem dopoldanskem času, tudi do kosila se kar fajn najest, koliko si želimo, oziroma gledamo tako, da ena pest, to, koliko je velik naš želodec. Zvečer pa res majhno količino živil in predvsem poudarek na zelenjavi. Treba je dobro premisliti, kaj bomo jedli. In moje moto je, jej malo in jej dobro. Ko pa že
pridemo do hrane, jemo počasi, dobro prežvečimo vsak grižljaj in na ta način zelo pomagamo želodcu in tudi jetrom in črevesju, da je izkoristek tiste hrane čim boljši in dobimo tudi ven vse vitamine, minerale, encime, vse, kar nam ta dobra hrana ponuja. Uživamo več zelenjave, jagodičevja, kakovostna olja, več jedrc in semen vnesemo v prehrano in pa zmanjšamo sladkorje in transmaščobe, mlečne izdelke, mesne izdelke. To pač ni za nas. Seveda za kosilo si lahko privoščimo kombinacijo kakšne zelenjave, pa plus stročnic, za večerjo bolj take juhe ali kakšno solatko si naredimo. Čeprav recimo se dostikrat z nas zgodi, da v tem času malo teže prebavljamo presno hrano, ampak to je tudi odvisno od vsakega posameznika. Tempeh za zvečer pol. Lahko bi tudi šlo, ja. Lahko bi šlo tudi za večerjo, ne pa žit, ne pa sadja recimo zvečer, da se tako ne dviguje tudi inzulin. Poleg tega pa pravim, od žit samih, enim bojo žita ustrezala, predvsem poudarek na brezglutenskih žitih, drugim pa niti žita na splošno ne bojo ustrezala, to je spet je treba preveriti pri vsakem posamezniku. Ampak če jih bomo uživali bolj v tem dopoldanskem času, jih uživati, to je zelo pomembno. Ne smemo pa pozabiti tudi na zadosten vnos omega-3. Pri prehodu v menopavzo gre naša palača jajčnikov v penzijo. In to prevzame funkcijo, ki so jo imeli jajčniki, nadledvična žleza. Je problem zahodnih žensk? Predvsem v tem, da so tokom življenja izčrpale svojo nadledvično žlezo. To pomeni, ko se skurimo, nadledvična žleza ne more več prevzeti te funkcije. V krizi so tudi ledvica, predvsem ledvični jin, tekočine, torej hormoni upadejo, zato je potrebno dodati zelišča in telo podpreti na način, da vse skupaj spet zalaufa. Ženske, ki imamo v menopavzi še pubertetnike, to je tudi danes zelo, zelo pogosto. Jaz bi sicer svetovala puncam, da prej to obavijo, ker nekako rabiš drugače zase, da se umiriš. Je ena razlika, čeprav ni nič narobe. Jaz imam tudi dame, ki so še kasneje, kot jaz, po 45. otroke in to je tako, te pomladi, je to ena druga energija in to je eno lepo obdobje in ga ni potrebno gledati, kot da je to zdaj neka bolezen pa groza. Ne se prav bojijo, joj, kaj pa, ko bom prišla v menopavzo. Pač sprostiti se, predvsem ta stres, umiriti se, sprostiti se, naspati se, spanje, ta ritem urediti in pa seveda ene spremembice pa je potrebno. Astragalus, odličen tonik za vranico. Torej, vranica je tovarna krvi. In ne samo za vranico, tudi ledvica in jetra pomlajuje. In to so trije glavni ženski spolni organi. Če to dela, vse dela. Ledvica, pomlajevanje, energija, jetra, cirkulacija, vranica, kri. Astragalus vse troje čudovito podpre. Drugo zelišče, ki je v mešanici in bi ga izpostavila, je levja griva. Levja griva je pametna griva. Zakaj? Zato, ker bo poiskala spet vse, kar v telesu ne štima in predvsem spodbudila kognitivne funkcije. Torej, ko vranica upade, ko je nadledvična žleza izčrpana, pomeni tudi, da nam spomin peše, recimo. Naše funkcije niso več tako v formi. Levja griva odlično podpre naše kognitivne funkcije. In tretja, rejši, duhovno meso ali goba nesmrtnosti, izreden tonik za krepitev in energijo. Pomlajuje vse tri spolne organe pri ženskah, torej jetra, ledvica in vranico. In nas podpre pri energiji. Torej, da naše jajčnike spodbudimo, tudi če so v penziji,
energija je še vedno tu in rabijo nego in da bo menopavza postala druga pomlad, cvetoča pomlad. V celoten proces menopavze, kot smo že velikokrat slišali, je pravzaprav adaptacija, se pravi adaptacija na nov način življenja, na nove energije, ki jih ženska dejansko pridobi s tem, ko izgubi menstruacijo, in to energijo, ki je vsak mesec odhajala iz telesa, ki je bila vse najboljše za novega otroka, za novo življenje, novo rojstvo, tega ne izgublja več. In ravno zaradi tega, ker se ta energija obrne navznoter, lahko ženska doživi marsikaj in začne uporabljati vse svoje moči. No, adaptogeni tukaj lahko zelo, zelo pomagajo in dajmo si pogledati, kaj smo že v oddaji slišali pomembnega o adaptogenih. Malo smo to že pozabili. Včasih je bilo to, zelišča so bila vredna več kot zlato. In ko to vključimo, začimbe niso samo tiste, ki dajo okus hrani, ampak potencirajo zdravilne učinke same hrane, predvsem rastlinske hrane. In to adaptogene rastline, to so zame eden največjih čudes matere narave, zato ker to so rastline, ki v bistvu rastejo v težkih pogojih. In so tiste, ki so razvile neke mehanizme za preživetje, za adaptacijo, zato da se lažje prilagajajo. In to potem, ko mi jemo te rastline, nam to rastlina preda. In se ji moramo vsakič, ko to prejmemo, tudi zahvaliti, ker to ni samoumevno. Drage gledalke, vse tiste, ki ste v tem obdobju, tudi če niste v obdobju menopavze, pa pomagajte si z programom pomlajevanja, recimo, ki je za ženske v delovni dobi, ki hočemo preveč stvari narediti in tudi izgorevamo na tak in drugačen način. Dajte si pogledati te programe, imate na klepetobkavi.si, tam lahko pod zavihkom brezplačno dobite tudi brezplačen e-priročnik o adaptogenih, da si o vseh preberete, kajti to vam resnično lahko pomaga skupaj z navadami in skupaj z tistimi osnovami, ki pa so zajete v knjižicah in tudi knjižica pri imenu, kot seveda tudi pri adrenalni in pa za pomlajevanje imate zraven, dobite brezplačno v vpogled že zdaj, torej informacije so na voljo, podatki so, način je dejansko opisan, tudi če si ne morete privoščiti adaptogenov, lahko upoštevate navade in boste že s tem naredili veliko, tako da ni več izgovorov, potrebna pa je odločitev. In odločitev je pravzaprav ločitev od česa? Jaz bi rekla, da od izgovorov. Menopavza ni to, kar mislite, da je. V drugih kulturah se veselijo in ji pravijo zlata transformacija ali pa cvetoča druga pomlad. V naši kulturi pa valonge, kilogrami, osteoporoza, razdražljivost, slab spanec. Kaj torej oni vedo? Pa mi ne. Kaj znajo, kaj obvladajo? Hormonsko ravnovesje. Predvsem vedo, da je treba upoštevati vse tri vidike: prehrano, navade in adaptogene. Da bi se ženska v obdobju menopavze ali pa pred njo, torej po 45. letu, podprla in ponovno zacvetela kot modra ženska, smo pripravili program hormonskega prehoda v menopavzo. Program je sestavljen iz podpornih navad, prehrane in izbranih podpornih adaptogenov v obliki prehranskega dopolnila. Svoj podporni program z adaptogenskim dopolnilom naročite na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230.